Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Spet je napočil tisti čas, ko zorijo kostanji, ko so seveda gobe in seveda, ko je ogromno ljudi v gozdovih. No, seveda je na področju zakonodaje, kar se iznosa teh plodov narave iz lastniških gozdov tiče, ena prava zmešnjava, ki naj bi sicer na nek način regulirala, da posamezniki ne bi lastnikov gozda popolnoma oropali, ampak vseeno, kot sem dejal, je tu precej zmede. No, ta trenutek sem pri gospodu Webru, ki ima enega od večjih gozdov tukaj v okolici Maribora in ki si ta zakon tudi tolmači nekako po svoje. Bom rekel, naj vam opišem situacijo. Tu je ena srednje velika lesena hiška, pred katero stoji tudi velika tehnica in mislim, da je to žena gospoda Webra noter v hiški. Bom kar vprašal. Dober dan, reporter Milan, gospa Weber. Ja, Sonja Weber, dober dan. Pozdravljeni, torej kaj Ne vem, kaj se meniš. To je ona pri meni v službi. Ja, gospod Weber, že ko si prišel. Kaj boš? Ja, kaj imamo tu? Jaz ti nič ne tolmačim. To je moja šuma. Od nekdaj je naša šuma. Od fotra dalje je to Weberova šuma. In jaz imam dovolj tega, da moram praktično vsako leto, če kostanje probati iti na trg si kupiti. Ker vam vse odnesejo ven. Pol litra črvivih. Ker mi vse odnešajo. In to ne, da bi počakali, dol pade, to mi dol klebajo. In šumo uničujo. Ekipa so, ko jaz pučem, ko vun vlačim, ko čistim gost. Ni, to je gotovo. Ne, več ne gremo tako. Kaj imate zdaj tu vi? Ja, jaz sem tak mislil, zakon prepoveduje, da bi šumo ogradil. Jaz sem tak mislil, ograjo prvo potegniti, samo je predrago, ker imam kar veliki kost šume. Tako da zdaj pa pač imam tu neke vrste mitnico in pač kasiram. Kaj kasirate? Kostanje? Ja, vagam, normalno. Človek pride, ga zvagam, pol gre vun, koliko je nabral, toliko plača, dio vse zdravo. Pa ti nabire. Ja, to je malo tako, gospod Weber. Ni tako, to tak je, zakon to dopušča. Imam jaz nekaj od tega. Imam bare za nafto, ko s traktorom tu rijem, pa pučem, ko majmun. Ja, dober dan, lep dan, ne. Ja. Kam? Kaj, po kostanje grem? Ja, po kostanje, na vago, da te zvagam. Kaj? Zvagam te, naberi kostanje, koliko češ, ko greš nazaj, te spet zvagam, razlika v teži krat €1,20, pa je pol tisto, kaj meni daš 3 kile, €3,60. Kaj, da jaz vse leta hodim tu po kostanje, pa kaj te zdaj to je? Ja, no, kaj žvekaš? Kaj mi rad 300 € za nazaj dal? Zdaj imam komaj tako rejeno, ti pravim. Torej si eden od totih uljezov, ko mi uničujete tu. Stopi gor. Ja, dobro, no, kaj? Žepe, pokaži. Kaj si policaj ti, ali kaj si? Pa poznam tote trike, imate težke kamne, not pa brite šume nazaj lažje. Kaj si pil kavo, kaj si jaka doma? Dobro, kaj se ti je zmešalo, ali kaj? Pusti ti to. Poznam to, pa mi pridejo, zadržujejo, pa se mi za kilo olajša tu v šumi. Kaj ti miš, pa malo 2 kili nabereš, samo kilo plača. Poznam jaz svoje trike, neto bruto, vaga, tara. 95 ma. 95, malo doza, tudi velikost, ne? Malo pazi, da ne mi isko, tukaj te vstisno v gozdu. S tem opravka. Pa da mi ne bi tam šel vun, ker imam pese. Res, ker veš, da te najdem. Tu sem nazaj pol prije na vago, ti jasno? Ja, razumem, no. Fino, no, samo spet, gospod Weber, jaz mislim, da to ni ravno to, kar zakon piše. Gospod, nazaj prite, halo, gospod! Pa kaj bi rada ti zdaj, Sonja, kaj se Ne dela tehnica. Kaj ne dela? Ja, jaz sem gor stopila, meni 89 kaže. Moglo biti pa 100. Kak si puna. Dobro, gremo zdaj dalje. Hvala lepa, torej, da nas še pozabite resnico, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Vaga na mero nareta.